Vedno bolj se v ospredje postavljajo vprašanja. Kako zelo je pomemben pravilen odnos do našega planeta z vidika ločevanja in odgovornega ravnanja z odpadki? Ali dovolj varčujemo s pitno vodo in energijo? Koliko storimo pri omejevanju izpustov toplogrednih plinov? Ali dovolj odgovorno ravnamo z gozdovi in z živalmi, ki si z nami delijo ta planet? Vse to in še podobne teme so bile v prvi vrsti na vseh prireditvah na Svetovni dan Zemlje, ki ga 22. aprila na pobudo civilne družbe po vsem svetu praznujemo že več kot 30 let. V Slovenskih Konjicah je ob tem praznovanju ob kotlovnici Prevrad potekala tudi postavitev prvega namenskega zabojnika za zbiranje tekstila, torbic in modnih dodatkov z namenom, da se ti izdelki ponovno uporabijo. Podžupan občine Slovenske Konjice Bojan Podkrajšek in Franc Dover, direktor konjiškega javnega komunalnega podjetja, sta ob tej priliki spregovorila nekaj besed o pomenu ločenega zbiranja odpadkov danes in v prihodnosti. Iz vrtca pa so razmišljali o uporabi zabojnika za tekstil. Poglejte, spoštovani vsi zbrani, prav gotovo ljudje v tem velikem svetu nosijo oblačila z nekimi sodobnimi znamkami. Ta oblačila so mnogo dražja od naših, nimajo pa nekaj. Nimajo pa zdrave pitne vode. In ti ljudje, ko pridejo domov, ne morejo odpreti pipe, dati pod pipo kozarec pa to spiti. Mi smo v preteklosti, mi, ne vi, naredili na tem področju mnogo napak. Prav je, da se ob tem dnevu zahvalimo tudi vsem tistim, ki sem že od začetka omenil, dr. Marinki Vovk, magistru Doverju, vsem njihovim predhodnikom, da skrbijo, da bo jutri vam vse za tiste napake, ko smo jih mogoče v preteklosti zagrešili, da jih popravimo in da bodo tudi vi lahko uživali to zemljo in pili zdravo pitno vodo. Naj še omenim ta zabojnik, ki je rumene barve, ki bo stal na tem mestu v Slovenskih Konjicah in prav gotovo je mnogo oblačil, če ne bi bilo dr. Vovkove, njenega zavoda, bi šle mogoče na smetišče, mogoče tudi v zemljo, da zakopamo. Še tisto, kar je pa najhujše, pa to, da jih zažgemo. In z tega kontejnerja, ki jih prepeljamo, iz tega zabojnika bojo nastali izdelki. Te izdelke boste soustvarjali tudi vi. Jaz vam pa obljubim vsem v imenu Konjičank in Konjičanov, da bomo skrbeli za naše okolje, da bomo skrbeli za našo vodo, da bo vam jutri prijaznejše. Res je, da se danes ukvarjamo z mnogimi stvarmi in z odločilnimi stvarmi. Eno je sajenje dreves, drugo je pa sprememba našega ravnanja. Zato je že od vas odvisno, kako bomo v prihodnosti zagotovili vse to, kar mi potrebujemo. Potrebujemo kaj? Čisto vodo. Potrebujemo zemljo, da bomo lahko hrano pridobivali. Še kaj potrebujemo? Potrebujemo kanalizacijo, ko gremo zjutraj kakat, da vemo, kam tisto spraviti, da ne bomo v pitno vodo spravili. Je tak ali ni tak? In kaj še rabimo zjutraj, ko se ostanemo? Lučko prižgemo, ne? No, evo vidite, rabimo energijo. To so 4 stvari, ko jih mi nujno rabimo, da bomo lahko normalno funkcionirali in da bomo delali tako, da mame zemlje ne bomo preveč onesnažili. In to je pa najbolj pomembno. In zato se v našem podjetju ukvarjamo z takšnimi zadevami, da tisto, kaj vi doma spravite v koš, kar pridno ločujete, ali na papir, na steklo, na plastiko, na kovine, mi to lepo poberemo, ločimo in odpeljamo tja, kjer je to potrebno. Zakaj? Povej, zakaj? Zato, ker tako mora biti, ne? No, vidiš. In verjamem, da boste tudi vi svojim staršem doma povedali, kak je treba pravilno ločevati. In ena izmed teh je tudi ta, ko ste danes videli, koliko če mi zberemo vse odpadke na en kup, kaj je to? Je to vredo ali to ni vredo?
Evo, vidite, že vi veste, že vi veste. In to je nam veliki ponos, da bomo čim manj energije porabili, da bomo lahko pravilno naredili. Malo kasneje bomo pokazali, kak iz takega velikega kupa ga več ne bo, ali ga bo pa to čist malo, čist malo ga bo ostalo. Ampak to pa pomeni, da moramo znati pravilno ločevati te odpadke. Zakaj? Da bo prav. Pravilno. To je to. Pa glede na to, da je torej ta nov zabojnik namenjen ločevanju tekstila, bomo najprej pokazali, kako se to dela. Otroci v vrtcu so namreč imeli že celi mesec aktivnosti in vidimo, da ena punčka že ima tudi tale trak, katere smo šivali iz majčk premajhnih, takole. Zdaj bomo pokazali, naša sodelavka Marina bo prinesla tekstil, ki je bil zbran, takole, in bo zdaj direktor komunalnega podjetja pomagal otrokom tale zabojnik, da bo ta zabojnik dobil oblačila, ki so še čista, uporabna, nekomu so bila premajhna ali se jih je naveličal, skratka, nekdo tega ne potrebuje, ampak pazite, vsega tega se lahko naredijo novi izdelki. Kaj se lahko naredi? Naredijo se lahko različne tako, to so razine, polštiri, taki ali pa take barve. To je narejeno vse iz odpadnega tekstila. Tole veste, kaj je? Klobuček za šivanke, tako. Potem se lahko naredi takale punčka iz odpadnega tekstila. Lahko se stol, poglejte, tukaj je stol od spodaj, se lahko stol takole preobleče. Lahko se naredijo take blazine, da tečemo in se potem povaljamo po njej ali pa na njej sedimo. Pa potem takšnale blazina, ko ležimo, pa da nas vrat ne boli, lahko tole damo za vrat. Potem nekaj, kar vi zelo dobro poznate. Trak, tako, ja. Torej premajhna majčka in nastanejo tako. To že poznate. To bo Marina potem pospravila. Pa še lahko naredimo, poglejte kaj. Tako, pa vrečke. To je vse narejeno iz odpadnega tekstila. Tudi vi ste to delali v vrtcu nekaj, ne veste? Tako. Naredijo se lahko potem različne torbice, vrečke, skratka, si še lahko vsak pogleda. Tukaj imamo še veliko teh izdelkov, kaj vse se še lahko naredi. Vam vsem se zahvaljujem, da ste prišli sem, kljub temu, da nas malo dež preganja, ampak glejte, mi se ne damo. Hvala lepa, da bomo kar zaploskali te čarovnije. Dajmo, vsema je, bravo. Doma pa povejte, da je zabojnik od danes dalje tukaj namenjen za zbiranje tekstilnih izdelkov, za torbice, za čevlje in podobno.